Okay, ja, ja. Okej. Takole. Pozdravljene in pozdravljeni vsi na dogodku, na pogovoru s Fulbright štipendistkami in štipendisti. Ta pogovor je organiziran v sodelovanju med Metino listo in Ameriško ambasado v Sloveniji. V letošnjem letu bo na Metini listi še kar nekaj vsebin o Fulbrightu in o tem programu štipendiranja, tako da lahko že kar napovemo, da bojo v naslednjih mesecih objavljeni različni intervjuji in pa tudi meta podcasti z Fulbrightovimi štipendistkami in štipendisti. Ampak ta projekt pa v bistvu začenjamo z zelo zanimivim današnjim pogovorom, kjer smo zbrali super gostje in goste, ki so že obiskali ZDA na študijskem obisku ravno preko programa Fulbright. Tako bomo v naslednji uri in pol obujali njihove spomine in se tudi vprašali, kako pomembno je sodelovanje med Slovenijo in Združenimi državami Amerike na področju znanosti, kaj so mogoče določene pomanjkljivosti tega programa, kaj se da še izboljšati, kaj je že zelo dobro in zakaj bi ga mogoče priporočali raziskovalcem in raziskovalkam, ki trenutno razmišljajo o udeležbi na tem programu in pa o podobnih zadevah. Za začetek pa bi prosila predstavnico Ameriške ambasade v Sloveniji, gospo Špelo Sušec, če nam na kratko predstavi program Fulbright. Pozdravljeni vsi skupaj. Najprej hvala gostiteljicama za povabilo na današnji dogodek. In pa prav lep pozdrav vsem sogovornikom, od katerih verjamem bomo slišali še zanimive stvari iz prve roke. Sama pa bom izkoristila priložnost, da podam nekaj bistvenih informacij za vse tiste, ki razmišljate ali bi se programa udeležili oziroma se nameravate v prihodnosti nam prijaviti in upamo, da tudi uspešno udeležiti. Torej, sam program nosi ime po imenu Williamu Fulbrightu, ki je v svojih študijskih letih spoznal prednosti mednarodnih izmenjav in je kot dobitnik štipendije se udeležil svojega raziskovalnega dela v Evropi in tam preživel cela 4 leta. Kasneje, ko je pa postal senator, pa je v bistvu dosegel visok položaj v ameriški politiki in ta svoj vpliv uporabil za vzpostavitev največjega programa izobraževalnih izmenjav, kot ga poznamo še danes. In sicer danes je ta program prepoznan kot eden največjih in najprestižnejših programov akademskih, kulturnih in pa drugih izmenjav. Tako da cilj programa je že od nekdaj bil podpreti najboljše znanstvenike in umetnike po celem svetu, hkrati pa v bistvu promocija medsebojnega razumevanja med narodi, kar naj bi kasneje prispevalo tudi potem svetovnemu miru. Tako da zdaj v Evropi pravzaprav v vzhodni Evropi je leta 1964 prav Jugoslavija kot prva država podpisala sporazum o izvajanju programa. Program je bil potem ob tranziciji Slovenije v samostojnost za 1 leto prekinjen in tako leta 1993 ponovno zaživel. Na Fulbrightovo štipendijo gre približno vsako leto 9 Slovencev. Skupno jih je od samega začetka programa v ZDA do danes odšlo že približno 450. Za primerjavo, letno je v svetu podeljenih 8000 štipendij. Od same ustanovitve programa, to je bila 1946, pa je v programu sodelovalo že 400 000 štipendistov.
Od tega je tudi ogromno Nobelovih, Pulitzerjevih nagrajencev, nekdanjih voditeljev držav in predsednikov vlad, in tudi med slovenskimi udeleženci programa se lahko pohvalimo. Najdemo tudi nekdanjega predsednika vlade, vrsta nekdanjih ministrov, rektorjev, dekanov, profesorjev, zdravnikov, vrhunskih znanstvenikov, priznanih umetnikov in pa dobitnikov številnih nagrad. Tako da mnogi med njimi ste danes tudi z nami. Lahko tudi omenim, da je pa skoraj tretjina vseh štipendij bila do sedaj podeljena na področju znanosti in pa tehnologije. Od leta 2012 so vse aktivnosti povezane s financiranjem programa v Sloveniji, poleg ameriške ambasade na slovenski strani v bistvu se koordinira tudi strani javnega štipendijskega sklada. In tako v program v bistvu vsako leto Slovenija nameni tudi približno 150.000 dolarjev, kar posledično pomeni, da se je s tem kvota študentskih štipendij povečala za 3 študente. Medtem ko ameriški State Department prispeva v program približno 350.000 dolarjev. Vsi, ki razmišljate o sami prijavi oziroma udeležbi na programu, imate možnost v bistvu prijave v 2 kategorijah. In sicer, kar pomeni v bistvu, da je program v Sloveniji namenjen izključno doktorskim študentom in pa podoktorskim raziskovalcem v kategoriji Scholar. Potem nekaj bom namenila tudi besed o 3. programu, ki je pa predvsem zanimiv za slovenske inštitucije, ki v bistvu pridejo na povabilo seveda ameriški strokovnjaki za raznovrstna sodelovanja, krajša sodelovanja. Sama Fulbright štipendija v bistvu je namenjena doktorskim študentom za približno 2 semestra. In sicer vsako leto se podeli približno do 5 štipendij, medtem ko postdoktorski raziskovalci, se pravi v Scholar kategoriji, prav tako nekje do 5 štipendij je na voljo, vendar pa za krajši čas, in sicer do 1 semestra za njihovo gostovanje v ZDA. Tukaj bi še omenila, da v bistvu je to vsako leto se pač posebej predpiše kvota posameznih štipendij, ki je odvisna predvsem od State Departmenta in pa potem tudi od javnega sklada oziroma od Slovenije, ki pač nameni določen znesek denarja. Sam postopek prijave je takole. V bistvu nekje v marcu se razpis objavi in je odprt do junija, vsaj do junija, včasih so tudi možne kakšna podaljšanja, ampak približno v tem času se kandidati prijavljajo. Na spletni strani ameriškega veleposlaništva in pa javnega sklada so vsi potrebni podatki. Za prijavo je pa treba vedeti, da potem, ko se pač ta prijava odda, sledi še intervju v mešani komisiji, slovenski in ameriški zasedbi, tako da je potem v bistvu komisija tista, ki nekje predlaga svoj izbor kandidatov, ki ga nenazadnje potem mora potrditi še ameriški organ. In to je pač potem merodajno za to, da pač lahko potem se posameznik udeleži tega gostovanja. Mogoče samo kot je ena taka bolj, ki jo mogoče vsi kandidati se ne zavedajo čisto na začetku, ampak dejansko je postopek prijave poteka celo leto in pol pred dejanskim gostovanjem. Tako da je v bistvu zelo zaželeno, da kandidati že vnaprej razmišljajo in si pač nekje časovnico začrtajo, da pač se lahko dejansko gostovanja potem tudi udeležijo. Potem pa že kot omenjeno Fulbright Senior Specialist Program,
ki je pa namenjen predvsem ameriškim strokovnjakom, ki gostujejo na slovenskih raziskovalnih inštitucijah. Tako da tukaj apeliramo v bistvu na vse raziskovalne inštitucije, NGO-je, fakultete, ki v bistvu imajo kakršenkoli projekt, na katerega bi lahko povabili nekega ameriškega strokovnjaka za 2 do 6 tedenski obisk, ki bi lahko recimo sodeloval bodisi pri poučevanju, pri razvoju kakšnih učnih načrtov, projektov, vodenju seminarjev, delavnic ali pa pač kakšne aktivne udeležbe na konferencah. Tukaj gre za sofinanciranje pri tem programu, in sicer ameriška vlada financira letalski prevoz tega gostujočega strokovnjaka in pa nameni nek dnevni honorar. Medtem ko bo sama gostujoča institucija v Sloveniji pa v bistvu se zaveže, da bo krila njegovo nastanitev, prehrano in pa vse stroške, potne stroške, ki so povezane v Sloveniji. Zdaj, za več informacij so na voljo tele spletne strani. Še največ je mogoče, bi vas naslovila kar na ameriško ambasado, sicer pa bolj konkretne so potem še v bistvu Council for International Exchange of Scholars in pa Institute of International Education, ki pa tudi v bistvu so navedene zraven spletne strani. Zdaj pa še kontaktni podatki za vse tiste, ki vas zanima kaj več v zvezi s samim programom oziroma z samo prijavo. Sicer pa mislim, da če bo kakršnokoli vprašanje, sem tudi na voljo. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala za odlično predstavitev. Upam, da je to že komu malo razjasnilo, kakšen je potek in kako se v bistvu prijaviti za štipendijo Fulbright. Zdaj bomo pa začeli, torej ta dogodek danes oziroma tudi še nekaj intervjujev in vseh vsebin, ki bodo sledile na Metini listi, so tudi v počastitev 75. obletnice programa Fulbright in 30. obletnice od izvajanja tega programa v Sloveniji. In v teh 30 letih je tudi kar nekaj, saj prej smo slišali številke slovenskih raziskovalk in raziskovalcev obiskalo ZDA v okviru Fulbrighta in danes imam tukaj kar 5 takih izjemnih gostov in jih bom na kratko predstavila, potem bomo pa začeli s pogovorom. Z nami je dr. Matjaž Kuntner, evolucijski biolog in arahnolog z Nacionalnega inštituta za biologijo. Potem imamo doktorico Nike Kocijančič-Pokorn, prevodoslovko s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, doktorja Janeza Maurja, kemika z Kemijskega inštituta, doktorico Nadjo Furlan Štante, raziskovalko na področju religijskih študij, znanstveno-raziskovalne središče Koper iz Inštituta za filozofske študije in pa doktorja Blaža Zupana iz Fakultete za računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani. Pozdravljeni vsi skupaj. In jaz bi vam v bistvu kar postavila prvo vprašanje, ki je zelo splošno, in sicer me zanima, če se lahko na kratko predstavite in predvsem se razložite, kje ste gostovali in kaj ste tam počeli, kako to, da ste se odločili za to gostovanje tam. Pa bom začela kar nekako bom šla nekako po starosti oziroma po tem, kdaj ste bili, torej kdo je bil prvi na Fulbrightu med vami 5. In to je bil profesor Mauri, ki vi ste med letoma 2003 in 2004 gostovali na Univerzi v Južni Kaliforniji v Los Angelesu. Kaj ste tam počeli? Samo trenutek. Mislim, da bo treba poskrbeti, da... Evo, takole. V 2004 sem bil na obisku na University of Southern California v Los Angelesu pri Arjehu Voršlu. Pri njem sem se učil multiskalno simulacijo encimskih reakcij, delali smo na kaskadi arahidonske kisline, to je nekako zelo pomembno, medicinsko zelo pomembni procesi. Torej, od takrat sem prinesel znanje v Slovenijo in
ta znanja zelo, zelo koristno uporabljam še dan danes. Se pravi, šli smo povsem v medicinsko problematiko, se pravi, aplikacije na nevrodegeneracijo. Z Arijeh Voršel je 2013 prijel Nobelovo nagrado, bil sem zelo ponosen, ker sem takrat v Štokholmu, tako da kontakte imava ves čas, ravno zdaj imam na mizi njegov rokopis. Super. Potem pa profesorica Furlan-Štante, vi ste pa bili na univerzi v Berkeleyju v Kaliforniji in sicer v letih 2008-2009. Ja, lepo zdrav, tako je. Imela sem izjemno priložnost, da sem skupaj z družino v tem obdobju, ki je bilo pravzaprav zame začetno obdobje kot Fulbright Scholar, sem se udeležila Fulbrightovanja pod mentorstvom oziroma moja host je bila gostiteljica na Pacific School of Religion univerze v Berkeleyju, je bila pravzaprav pionirka religijskega ekofeminizma Rosemary Redford Ruder, tudi sama dvakrat nominirana za Nobelovo nagrado in res vrhunska, ne samo religijsko podkovana strokovnjakinja, ampak predvsem tudi velika graditeljica medkulturnega, medreligijskega, predvsem pa tudi medgeneracijskega in medspolnega miru. Tako da sem imela ali sožitja, če lahko temu tako rečem. Tako da sem imela izjemno priložnost, da sem pod njenim mentorstvom pravzaprav proučevala začetke modelov, tranzicijskih modelov v kontekstu družbeno-religijskih fokusov, se pravi iz tako imenovanega postkomunističnega sveta ali našega okolja se pravi izzivom medkulturnega sodelovanja oziroma medkulturne perspektive drugih religijskih, družbeno-religijskih okolij. Predvsem seveda sem s tem imela priložnost, da sem prenesla v Slovenijo takrat še neraziskano pionirsko področje in je bil to res izjemen dosežek tako zame osebno, kot tudi lep doprinos slovenski družbeno-akademski sferi. Hvala. Naslednji, ki je bil, je pa dr. Blaž Zupan, ki je v letih 2013-2014 kot Fulbrightov štipendist gostoval na Baylor College of Medicine v Teksasu. Kako pa je računalničar bil na College of Medicine? V bistvu dobro, pa tako zdaj, ko pogledam, je tega že kar nekaj časa nazaj, se mi je zdelo, da je ravno pred kratkim, da sem bil tam, ampak očitno ni tako. Houston sem gostoval pravzaprav pri molekularnih biologih, dr. Šolski in dr. Kaspa. Ona dva proučujeta eno zelo zanimivo amebo, taka socialna ameba, ki sicer tako zna komunicirati, je zaradi tega pravzaprav znan modelni organizem, se prehranjuje pa z bakterijami in odporne na celo vrsto patogenih bakterij, to se pravi taki, ki pač pri človeku povzročajo bolezni in ideja je bila ta odkriti, kateri geni so za to odporno zadolženi, ker če bi to vedel, potem bi lahko tudi pravzaprav mogoče razumel, kako lahko povečati odpornost bakterijsko pri človeku. Mi smo takrat porabili vse podatke o tej amebi in računsko z uporabo strojnega učenja predlagali kandidatne gene za bakterijsko odpornost. Sodelovanje je bilo pa uspešno, predlagali smo 10 takih genov, katerih je bila funkcija potrjena pri 9. Tipično take računske tehnike določene genskih funkcij so dosti cenejše od eksperimentalnih tehnik v biologiji. To je tako ena taka obvoznica, lahko nekaj na dosti hitrejši način narediš. 90% napovedna uspešnost, ki smo jo pa dosegli, je pa izjemna na tem področju. Ampak mislim, seveda še sodelujem z obema, ampak se je pa to sodelovanje zdaj prevesilo bolj na področje, kako poučevati ljudi na biomedicini, kako jih poučevati o strojnem učenju in umetni inteligenci. In del tega je tudi uspešno prenešeno v Slovenijo. Ravno zdaj nam bo Google podelil eno štipendijo, s katero bomo lahko umetno inteligenco uvajali v osnovne in srednje šole. In
če nam bo to dejansko uspelo, je to direktna posledica prav tega Fulbrightovega gostovanja. Mogoče še kakšno vprašanje o tem postavim kasneje, hvala. Doktorica Kocijančič Pokorn, vi pa ste med leti 2015 in 2016 gostovali na Kent State University v Ohiju. Pozdravljeni. Res je, v prvih mesecih od januarja do maja leta 2016, in to je bilo v času teh precej burnih strankarskih predizborov predsedniških kandidatov, sem delovala 5 mesecev na oddelku za moderne in klasične jezike Univerze Kent State v Ohiju. Sama prihajam z oddelka za prevajalstvo in v Združenih državah Amerike delujeta samo 2 taka centra, univerzitetna centra, eden v Kaliforniji, v Monterreyu, ki je predvsem znan po svoji izobraževalni dejavnosti. Ta v Kentu pa ne samo po izobraževanju, ampak predvsem je znan kot najodličnejši center na področju raziskovanja. Dodatna vrednost je ta, da leži le nekaj kilometrov preč od Clevelanda, torej mesta, ki je v obdobju med obema vojnama gostil najživahnejšo in največjo izseljensko skupnost slovenskih Američanov. In ker je bila moja raziskava prav vezana na prevodno dejavnost te skupnosti, je bil izbor Kent Statea naraven. Hvala. In pa še najbolj sveže spomine na svoje gostovanje v ZDA pa ima dr. Kuntner. Med leti 2016 in 2017 ste bili v Washingtonu na Smithsonian inštitutu. Ja, lep pozdrav. Tako je, v letih 16 in 17 sem raziskoval na Smithsonian inštitutu, ki je v Washingtonu, kot veste, dom mnogih velikih muzejev in galerij. Konkretno sem delal na Prirodoslovnem muzeju, se pravi Nacionalni prirodoslovni muzej, ki spada pod Smithsonian Institution. Sem biolog, takrat sem šel na izmenjavo še iz prejšnjega delovnega mesta na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Danes delam tudi za Nacionalni inštitut za biologijo, kjer preučujem biodiverziteto, konkretno pajke, in v nasprotju s kolegico Nadjo Furlan-Štante, ki je raziskovala spolno sobivanje ali sožitje, sem jaz raziskoval zelo konkretno spolni konflikt, ki nastane kot posledica fenomena, ki ga preučujem profesionalno, sicer fenomena, ki se odraža v spolnem velikostnem dimorfizmu pri pajkih. Vseeno pa je današnji dogodek mogoče bolj vezan kot na samo znanost in raziskovanje. Vidimo, da imamo zelo različne teme, zelo različna področja ste preučevali oziroma tudi preučujete, z različnimi področji se ukvarjate, namenjen samemu programu Fulbright. In zanima me, zdi se mi, tak občutek sem dobila po teh prvih odgovorih, da ste imeli mogoče zelo različne motivacije in tudi izkušnje s tem, ali že poznate gostitelje ali ne, ko ste se prijavljali na sam Fulbright razpis. Torej, ste imeli te povezave, preden ste šli tja že prej, ste jih ustvarili ob tem, ko ste v bistvu iskali inštitucijo, kamor bi se prijavili. Pa če mogoče začnemo kar z doktorjem Mavrijem. Pri gostitelju sem bil, mislim, da enkrat ali dvakrat prej na obisku. No, zanimivo je potem sva se odločila, da bi bilo fino, da pridem na kakšen krajši sabatikal. No, in proposal sva v grobem napisala, enkrat smo imeli konferenco Puerto Vallarta na mehiški, pacifiški obali in sva kar med kosilom naredila na en A4 format in to je bila osnova. In se je izplačalo potem? Ja, se je izplačalo. Vsekakor. Bomo potem pogledali še kaj recimo vse povezave, ki ste jih že omenili, da jih še imate. Mogoče sedaj doktorica Štante, Furlan-Štante. Jaz sem imela priložnost ravno preko Fulbrightove prijave šele uradno spoznati svojo gostiteljico Rosemary Redford Rudar, ki je izjemno
oblegana v znanstvenem okviru, če uporabim ta izraz, in sem imela preko prijave na Fulbrightovo štipendijo možnost ne samo kontakta, prej smo imeli pravzaprav dvakrat kontakt preko mailov in potem me je na nek način podprla v tej, ko sem se na njo obrnila, še ne poznavajočejo, je potem v bistvu ta najina, bom rekla, strokovno, osebno prijateljstvo preraslo v dolgoletno sodelovanje. Ravno Fulbrightov okvir je bila pravzaprav zibelka tega rojstva, če lahko rečem, sodelovanja, ki je preko strokovnega sodelovanja preraslo tudi v, bom rekla, tesno osebno prijateljstvo oziroma sodelovanje. Tako da dejansko mi je ta Fulbrightov okvir omogočil, da sem se nekako kot mlada postdoc raziskovalka opogumila in kontaktirala eminenco vseh eminenc, recimo na področju, ki je zanimalo mene. Profesor Zupan, ste vi imeli že prej povezavo z molekularno biologijo in temi biologi, ali ste šele v času, ko ste se prijavljali na štipendijo, stopili v stik z njimi? Ne, jaz moje gostitelje dobro poznam že od prej, me pa že celo življenje vabijo, da bi se preselil v Houston, čemer se jaz uspešno upiram, so svoje življenje, pravzaprav so svoje odraslo življenje in vse, kar sem jim obljubil, je to, da ok, za 1 leto bom pa prišel in tako da smo se odločili, da pač najbolj, da pridem za sabbatical tam, da se tja preselim s družino, z 2 otroki, ki sta še v šolo takrat hodila in je bil pač Fulbright tudi eden od teh mehanizmov, kako to narediti. Doktorica Kocijančič Pokorn, kako je bilo pa pri vas? Vi ste imeli kar zanimivo, ste opazali, da je bilo tudi pomembno, da je bila bližina neke slovenske skupnosti, tudi iz vidika tega, kar raziskujete. Ste imeli še kakšne druge vezi že pred tem? Ja, torej z raziskovalci z Univerze Kent State sem jaz že prej imela bilateralni raziskovalni projekt, ki se redno razpisuje, in v okviru tega projekta smo se bolje spoznali, tudi identificirali te neke točke raziskovalnega dela, ki so nam bile skupne. Zdaj, kako pa sem jih prej spoznala, pa prek kongresov, tako kot je profesor Mavri povedal, pač nekje prek teh nastopov, prek skupnih interesov. Torej poglavitni in najbolj prodoren raziskovalec na Kent Stateu je rusist in oba naju je zanimalo prevajanje v času socializma. To je bil ta prvi stik, ampak potem je to preraslo na druge teme. In pa doktor Kuntner, ste vi bili že povezani z Smithsonianom pred samim Fulbrightom, ste se povezali takrat? Ne, jaz sem bil povezan že prej in zelo temeljito. Jaz sem namreč tam tudi delal svoj doktorat na prelomu stoletja, tisočletja, kjer je takrat vladalo neko vzdušje v Evropi, da se taksonomija, zelo klasična veja biologije, nekako kar zapostavi v prid drugim podpodročjem. Pa so Američani pogruntali, da seveda to ne gre tako, in so ustanovili neke zelo dobre štipendijske in grantske sklade prav za taksonomijo. No? In enega od teh prvih doktoratov, ki so bili prav za to razpisani, sem vzel takrat jaz. Sodeloval sem pa z univerzo v mestu George Washington in pa z muzejem Smithsonian, kamor sem se potem po kar nekaj letih vrnil k istemu mentorju Jonathanu Coddingtonu, ker sva si želela skupaj še ustvarjati, ker prvič zelo rada skupaj delava, raziskujeva in piševa, drugič sem bil v fazi svoje kariere, ko sem potreboval spet nekakšen znanstveni odklop v tisto res svobodo vsaj enega semestra.
Ja, ta zadnja misel je bila zelo zanimiva, ne, ko ste rekli, da ste potrebovali svobodo oziroma se mogoče malo odklopiti od nekega okolja, v katerem ste vsak dan in da ste zato izkoristili Fulbrighta. Ne. Vsi vi, vseh vas, obe dve gosti in trije goste, ste v bistvu imeli to štipendijo za že na nek način uveljavljene raziskovalce oziroma za podoktorske raziskovalce, čeprav ste nekateri bili že kar uveljavljeni takrat, ko ste šli. Ne. Kaj je v bistvu potem sprožilo to, da ste pa rekli, zdaj pa je res ta čas, zdaj poznam, ne vem, nekoga smo spoznali na kongresih, bili smo v stiku z njimi, zdaj je pa res ta čas, ki bi pa mogoče si vzeli to leto in šli v ZDA, mogoče dr. Maury. To je bilo zanimivo, ravno leto pred Fulbrightom sem bil gostujoči profesor na univerzi Franche-Comté v Besançonu v Franciji. No in nekako vedel sem, da bi se zelo, zelo rad naučil enzimske katalize, teoretskih simulacij. Teh znanj tlele ni bilo v Evropi, še danes je to zelo slabo. Ne. In mislim, da je bila odločitev je padla, da mora imeti človeku, nad katerega delo sem poznal, ne, in mislim, da sem odlično investiral svoj čas in tako da s temi znanji zdaj uspešno delamo naprej. Doktorica Furlan-Štante. Ja, moja nekako ideja ali želja in samo poznavanje Fulbrightovega programa se je nekako v meni vzbudilo v centralni Afriki, konkretno v Zambiji, ko sem v bistvu delala neke raziskave tamkajšnjih prvobitnih religij oziroma verstev. In sem spoznala tam Fulbrightovca, ki je delal etnološke raziskave. In to je bilo pravzaprav še preden sem doktorirala. In tako je počasi v meni nekje stopnička za stopničko, ko sem se pomikala po svoji raziskovalni karieri, če lahko tako rečem, v meni tlela želja, da bi pravzaprav si želela tudi jaz to vrstne izkušnje, kot mi jo je opisoval, se pravi kolega Fulbrightovc v afriškem kontekstu. In potem sem na nek način, ko sem v Sloveniji dobila raziskovalno podoktorsko štipendijo oziroma projekt, nekako se odločila, da je pa morda zdaj tudi tisti čas, ko lahko zaprosim za to štipendijo. In nekako me je ta pot vodila do izkušnje Fulbrightovanja na univerzi v Berkeleyju. Doktor Zupan, vi ste omenili, da ste v bistvu celotna družina tudi šla z vami, verjetno tudi čez kom drugim, pa nisem tega odprla. Ja, to je kar naporno, ne? Tako, žena tudi šla zraven. Z otroci iti je v bistvu to čisto ena druga perspektiva, zato ker je šolstvo v Ameriki popolnoma drugačno. To je kar šok za mulce. Tako, smo bili kar pogumni, ampak jaz upam, da so s tem dobili tudi oni eno izkušnjo, ki sicer ne bi mogli. Ne. Drugače smo pa ljudje različni. Ne. Eni pač radi gremo okoli, eni pa ne. Jaz pač vsakih par let čutim, da moram nekaj zamenjati. In tako mislim, da je ta sistem sobotnega leta rojen za take, ki sem jaz. Recimo, jaz ne razumem tiste, ki ne hodijo ven po eno leto, vsake toliko časa pa so v akademiji, ampak to ne pomeni, da taki tudi ne delajo dobro. Ne. Tako, smo v eni pač, drugi smo pa najbolj vseh nas pet je pa takih, da pač moraš iti ven zato, da dobiš prav to svobodo, da nisi obremenjen z vso administracijo, ki si pri nas, ampak da pač si prost in da končno nekaj delaš. Ker pri nas to, kar delamo na univerzi, je tipično, ne vem, 30-40% administriramo, odgovarjamo maile. Tega ne počneš, ker si na Fulbrightu. Zelo, zelo zanimive misli. Še mogoče doktorica Kocijančič-Pokoran, kdaj ste se pa vi odločili za to? Iskreno sem se odločila za ta program v tem letu, zato ker se prej sploh ne bi mogla prijaviti. Namreč kot raziskovalka z družino, z dvema fantkoma, sem želela počakati, da bi bila sinova dovolj stara, da bosta ali šla z menoj ali pa nadaljevala šolanje tle v Sloveniji brez mene, brez težavno.
Predtem sem tudi, v bistvu, če se navežem na Blaža, vodila oddelek z vsemi administrativnimi posli več kot 8 let, in ko sem končno predala to, sem lahko pravzaprav šele začela razmišljati o tem, nekem bolj intenzivnem raziskovalnem delu. V ZDA smo na koncu potem razcepili družino, mož je z enim sinom ostal tukaj, jaz sem pa z drugim odšla v Ameriko in sin je naredil tam opravil polletne obveznosti drugega letnika gimnazije. In zdaj, jaz vam moram povedati, jaz ponovadi ne hvalim zelo pogosto, ampak to je bila ena najčudovitejših izkušenj, ki sva jih oba doživela. Res je moral ob vrnitvi opravljati izpite, da so mu priznali šola, da mu je priznala ta letnik, da mu ni bilo ga treba ponavljati, ampak vse skupaj se je splačalo. Ne samo, da je spoznal Združene države Amerike, da se je naučil jezika odlično, spoznal je tudi vse težave te velike države, tudi rasne razklanosti te družbe in je razvil neko posebno občutljivost za vse vrste diskriminacije. In jaz mislim, da bodo ta spoznanja še posebej dragocena za njegovo nadaljnje življenje in za mene tudi, ki sem preko tega sodelovala v vseh teh stiskah, težavah in spodbudah. Ampak vse skupaj izjemno pozitivna izkušnja tudi za družino. Seveda so me obiskali potem tudi drugi del družine za nekaj časa, ampak ta dinamika je še bila neka dodatna vrednost tega gostovanja. Ja, in mogoče bi se kar navezala na to misel, ki jo je prejle dr. Zupan imel, da na nek način je potem nekaj svobode pri tem, ko greš nekam. Zdaj, moje vprašanje je v bistvu, če lahko primerjate vaše raziskovalno delo v Sloveniji z raziskovalnim delom v ZDA, pri tem me pa tudi zanima, verjetno je izkušnja, ko si na Fulbrightu v ZDA in raziskuješ pač v okviru te štipendije in si tam zato je mogoče malo drugačna kot za tiste, ki pa so dejansko raziskovalci v ZDA, ki so tam zaposleni in delajo, ima mogoče več administracije, kakor pa vi, ki ste v bistvu tam samo na nekem študijskem obisku. Ne vem, če je to sploh res razlika v tem ali ne, pa bi mogoče za začetek doktorja Zupana o tem vprašala. Kakšne so razlike med delom v ZDA in pri nas in mogoče še kakšne dodatne misli, če jih imate? O tem se v zadnjem času govori, ampak jaz vam iskreno povem, ni nobenih razlik. Razlike so samo, da je v Ameriki pač bistveno več priložnosti in da je do financiranja lažje prideti. Drugače pa sam način dela ali pa razmišljanja je praktično isti. Jaz sem rekel pač svojemu gostitelju, sem rekel, pismo je tle pri vas dobro, tle ni nobene administracije, tle se samo raziskuje. Je rekel, ja, ti jaz dejansko dej opazuj malo mene, kaj počnem. In jaz sem se odkrila, da to, kar on počne, isto to, kar jaz počnem v Ljubljani. Ni nobene razlike tle. Ja, sej točno proti temu sem ciljala na nek način, da je mogoče. Ma mogoče še kdo drug, kakšno drugačno izkušnjo, ki ni iz področja mogoče biologije in pa bioinformatike na nek način. Mogoče Furlan Štante, imate kaj za dodati? Ja, hvala. Jaz bi se vrnila prej, sem pravzaprav kar preskočila to osebno noto, tudi vpetosti v družinsko življenje, ker tu se mi zdi tudi, tudi jaz sem šla z družino in to je bila pravzaprav ena priložnost, ko je tudi mož lahko nekako skupaj z res malo hčerkico, mislim, da je imela takrat 2 leti, in sem imela to priložnost in se zavedam, da v bistvu smo redke raziskovalke tiste, ki smo lahko deležne te podpore oziroma tudi možnosti, da gre cela družina za pol leta v tujino. In prav v raziskovalni sferi, se pravi na Univerzi v Berkeleyju, so imeli izjemno dobro podporo mladim družinam. Na kampusu, kjer smo živeli, je bilo v bistvu od varstva in vsega zelo dobro poskrbljeno.
čeprav se ameriški sistem varstva sploh mlajših otrok precej razlikuje od slovenskega, pa vendarle je tudi tu se mi je zdelo recimo zelo dobro, vsaj kot tista, ki prihaja, in se mi je zdelo, da so zelo dobro poskrbeli za družine raziskovalcev, gostujočih raziskovalcev, raziskovalk, vsaj na univerzi v Berkeleyju na kampusu je bilo tako. Če lahko samo na hitro, samo tisti plusi, minusi, vsekakor velik plus, kar se tiče humanistične, recimo mogoče religijskih študij, je ta, da je ameriška, recimo čisto metodologija raziskovanja v kontekstu recimo ameriških religijskih študij je bistveno drugačna od naših kontinentalnih metodologij, če lahko temu rečem, čisto konkretno. In zame je bil to v bistvu en tak zelo osvobajajoč moment, čist strokovno, metodološko gledano, in hkrati tudi, kar se tiče same birokracije, bi samo to rekla, da v bistvu v času, jaz sem bila tam ravno, ko je bil Obama izvoljen prvič in je vladala ena taka euforija na kampusu, taka polno nekega upanja, in Berkeley je v bistvu zelo revolucionarno mesto, na vsakem vogalu se vsak dan neki protesti dogajajo, ampak pozitivni, v smislu izražanja volje strani študentov, in en tak prvi pozitiven šok je bil transparent, dol z birokracijo. Obama bo prinesel, se pravi, osvoboditev izpod spon birokracije. Recimo, to sem se samo tako kot spomnila, ta kontekst, seveda, žal pač se to ni zgodilo, ampak se strinjam z mislimi predhodnikov v zvezi z birokratsko ujetostjo in raziskovalnimi konteksti. Mogoče dr. Mavri, kako pa vi primerjate mogoče raziskovalno delo v ZDA v nekem takem laboratoriju? Rekli ste na začetku, da ste vi tudi tja šli zato, da ste se naučili nekaterih metod, ki jih mogoče pri nas niti še ne poznamo ali pa jih niso poznali takrat, ne? Ja, poglejte, zelo težko je primerjati moje trenutno delo z raziskovalnim delom, ki sem ga imel na University of Southern California. Tam sem se dejansko lahko, 90% svojega časa sem posvetil raziskovalnemu delu, študiju literature, poganjanju računalniških simulacij. Ta trenutek mislim, da vodim formalno odsek za teoretsko kemijo na Kemijskem inštitutu z 40 plus člani in si lahko predstavljate, kakšno količino administracije, telefonov, mailov imam vsak dan. Ja. Pa še, dr. Kuntner, vi ste omenili, da ste v bistvu ta povezava z ZDA se je začela že v času doktorskega študija. Primerjava, nekaj ste tudi omenili, da so v Evropi takrat na nek način taksonomijo postavili na stran v evropski biologiji, v ZDA so pa vseeno namenili še nekaj sredstev temu in ste tam tudi doktorat opravljali. Kako pa vi mogoče z vsemi temi izkušnjami primerjate te dva svetova? Jaz pa vidim razlike med slovenskim raziskovalnim sistemom in ameriškim. Morda jih je manj, kot je kolega Zupan govoril, v nekem univerzitetnem okolju, kjer profesori seveda morate opraviti število mentorstev, vaj, predavanj in poleg tega tudi raziskovati. To je verjetno precej podobno na ameriških inštitucijah. Kar pa se tiče javnih raziskovalnih zavodov, kamor pripadam tudi sam in kjer sem tudi gostoval, pa je bistvena razlika recimo ta, da so tam sistemsko financirani in se ne borijo za projekte zato, da bi si pokrivali svoje plače, kar pa je pri nas način življenja na naših raziskovalnih inštitutih. In kaj to za sabo povleče? To za sabo povleče to tudi, kar je kolega Mavri omenil, da je sistem zbirokratiziran do te meje, da se v bistvu boriš samo za to, da plavaš nad vodo, tako kot je
analogija z rdečo kraljico, ko tečeš do vso silo, da stojiš nekje na mestu. Vsaj tak je moj občutek. Kadar se vračam v Ameriko, je drugače, ker so tam moji kolegi, ki delajo na tem inštitutu, so tam nekako v službi za to, da raziskujejo in projekti, ki jih pridobivajo od bodisi nacionalnih ali drugih agencij, so potem tisti bonus, s katerimi lahko gradijo svoje znanstvene preboje. Tako da jaz vsem vidim tukaj bistveno razliko v načinu dela, ker je v bistvu tam na vse zadnje potem bolj umirjeno raziskovalno delo. Ne dvomim pa, da ko gremo mi tja gostovati na Fulbrightov sobotni semester, da smo razbremenjeni in že zaradi tega veliko bolj ustvarjalni in vzhičeni v primerjavi z kolegi, ki pa so samo tam v službi. Zdaj sem se mogoče malo zaplezal v neke druge smeri, ampak hotel pa sem poudariti bistvene razlike v znanstvenih sistemih. Poleg tega pa naš sistem kot tak sobotnega semestra tradicionalno ne pozna. Kolegice in kolegi, kot smo si ga nekako sami izborili prav skozi to Fulbrightovo shemo in to bi jaz absolutno spodbujal, da bi postala bolj norma v našem znanstvenem in univerzitetnem prostoru. Besedo bi dala sedaj še doktorici Kocijančič-Pokorn. Kako pa vi primerjate te dva svetova? Ja, pri nas, veste, mi ne delamo v laboratoriju, je način razmišljanja zelo podoben. Tisto, kar je, jaz sem imela občutek, da morda so bili veseli tudi nekih pogledov iz neke periferne skupnosti, ki dajo neke nove, včasih inovativne poglede na tematike, ki pa so središčnega pomena tudi pri njih. Torej, jaz sem tam intenzivno v bistvu se pogovarjala z kolegi in skozi to pogovarjanje so neke nove ideje vznikale, ki jih še zdaj z veseljem skupaj raziskujemo in razvijamo. Sedaj se bom pa v bistvu navezala nazaj na kar je doktor Kuntner rekel, da pri nas ni v resnici neke tradicije tega, da si raziskovalke in raziskovalci vzamete to sobotno leto. In po moje kar pomembno vprašanje za vse, ki sedaj mogoče razmišljajo o tem, kako to dejansko izvesti, kaj se zgodi s statusom na domači raziskovalni ustanovi oziroma pač tisti, ki ste zaposleni na fakultetah, na fakulteti oziroma na univerzah. Pa bi mogoče začeli zdaj, komu dam prvo besedo, mogoče doktor Zupan. To je zelo odvisno, kako si posamezna fakulteta uredi zadevo. Žal, tle jaz čutim pomanjkanje ene, pravzaprav mislim, da je Univerza v Ljubljani tudi pač nekaj sklenila ene par let nazaj, ampak pri nas, torej na fakulteti za računalništvo, smo rekli, da pač hočemo imeti sobotno leto, smo ga postavili na pravilnik, je dolg eno stran in vsako leto fakulteta razpisuje do 2 mesti pač za sobotno leto, ki je, mislim, kjer se potem razume, da ti, če že predavaš, da nisi lastnik predmetov in da ko se boš vrnil, da boš pač ravno tako lahko pač eno pedagoško obremenitev imel. Skratka, mislim, da to sploh ni problem, ne. Problem je bolj v naših glavah oziroma v tem, če se fakultete hoče odločiti, da pač sobotno leto je, se lahko odloči in to naredijo. Pa bi mogoče zdaj tudi, ker ste zaposleni na fakulteti oziroma tudi znotraj Univerze v Ljubljani, doktorica Kocijančič-Pokorn, bi še vam dala zdaj besedo, da imamo najprej ta univerzitetni del in gremo potem na inštitucije. Hvala lepa. Pri nas je precej drugače. Naj vam najprej povem eno izkušnjo, ki sem imela svojo, eno izmed doktorskih kandidatk, doktorantk, ki je dobila Fulbrighta za doktorske študente, ni bila iz Univerze v Ljubljani, bila je iz ene druge univerze, kjer so ji na domači inštituciji povedali, da bo morala dati odpoved, če jo bo izkoristila. Torej, zna biti še hujše.
Pri nas na filozofski pa pomeni to, da v bistvu oddelaš svoje. Zato sem šla v zimskem semestru, zato sem šla v letnem semestru, ker sem v zimskem semestru učila dvakratno. Torej sem oddelala vse tiste ure, ki bi jih drugače imela v letnem semestru. Mogoče je to malce naporno za študente, ampak jaz mislim, da na koncu sem pa vendarle pridobila neke izkušnje, ki sem jih pol zelo plodno, se mi zdi, vpeljala v svoje nadaljne pedagoško delo. Namreč poučujem tudi literaturo ZDA, ki je povezana z družbo in kulturo ZDA. In sem te izkušnje, ki sem jih pridobila na gostovanju, pač lahko potem vpeljala v svoj pedagoški proces kasneje. No, ampak v resnici torej imamo malce slabši režim kot na računalništvu. Mi moramo v bistvu oddelati tisto, kar bi nas čakalo, ko nas ni. Hvala. Pa pojdimo zdaj še kako pa je recimo na Kemijskem inštitutu, dr. Mavri? Danes sem se pripravil na tale naš pogovor in sem dopoldne obiskal kadrovsko službo. Sem dobil zelo pomenljiv podatek. Ta inštitut ta trenutek zaposluje nekaj čez 370 ljudi, in od teh jih je ta trenutek, ki so kakorkoli v službi tlele, samo 6 v tujini. Od teh 6 so 4 doktorski študenti, 2 sta pa na nivoju podoktorskih raziskovalcev. Torej, verjetno bi bilo smiselno vprašati se, zakaj v bistvu tako majhno število. No in mislim, da en glavnih razlogov je absolutna finančna nestimulacija odhoda v tujino zaradi nestimulativnega obdavčevanja. Tako da vi verjetno tam veste precej več kot jaz, Mislim, da kdorkoli gre zdaj v tujino na sabatikal, v bistvu ima poleg ameriških, oziroma kakršnikoli dajatev še slovenske, samo na dohodke odsede FURS, in če je človek deluje v malo dražjem okolju, kot recimo Los Angeles ali New York, to pomeni bankrot pri povratku. Ja, zelo zanimiv problem še poleg vsega tega, poleg samega tega, kako je urejenega to na raziskovalni instituciji. Kako pa je pri vas, dr. Kuntner, na Nacionalnem inštitutu za biologijo? Bi rekel, da imam srečo, da oba inštituta, s katerima delujem in sodelujem, se pravi ZRC in NIP, to vrstne aktivnosti močno podpirata. Mislim, da je vedno odvisno od vodstva inštituta v našem prostoru, ali ja ali ne, ali podpira svoje raziskovalce, da hodijo na te, pa bom rekel, prestižne izmenjave. In če jih potem vidijo v tem nekaj zelo dobrega za kroženje znanja, za prinašanje dobrih praks nazaj na naše inštitute, in pa seveda za samo gojenje karier svojih sodelavcev. Doktorica Furlan-Štante, kako pa je v znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru? Se strinjam z tem, kar je povedal Matjaž. Tudi znanstveno-raziskovalno središče Koper kot institucija zelo močno podpira vse, ki želijo iti na kakršnokoli štipendiranja, predvsem Fulbrightova, Humboldtova in podobno. Kar pa ne pomeni, da si ga vsak lahko privošči. Tu se navežem na to, kar je bilo predhodno rečeno strani Matjaža že. Ta delež nestabilnega financiranja znanosti v Sloveniji je v bistvu znanstveno-raziskovalno središče Koper, ki je pravzaprav edini javno-raziskovalni center, ki deluje izven Ljubljane in je relativno mlad, 25 oziroma 26 let smo stari, nekako obeležujemo. To vsekakor za mlajše inštitute pomeni večji, bom rekla, finančni riziko. In zato sem se jaz tudi recimo odločila na začetku svoje poti, ker da sem lahko nekako si privoščila iti na Fulbrightovanje, zato ker sem takrat dobila v istem obdobju tudi projekt
podoktorski v Sloveniji in mi je to pravzaprav omogočalo podstat, da sem sploh lahko šla na Fulbrightovanje. Zdaj, tukaj, recimo, ko smo popolnoma odvisni od projektnega financiranja, recimo, kar mnogo raziskovalcev, raziskovalk je pač živi to zgodbo, si potem težje nekako krojimo ali pa krojijo raziskovalci sabbatical, če v bistvu še podstati ni. Težko si, in še to je, ko nekdo načrtuje recimo prijavo na Fulbrighta, se mu lahko ali lahko dogodi, da pa morda ravno v tistem obdobju, ko pa dobi Fulbrightovo štipendijo, pa morda si ne more pa nima polne plače recimo na svojem osnovnem delovanju. Tako da dejansko tukaj bi se vrnila, ponavljam, pravzaprav to res pereče vprašanje oziroma izziv, ki nas čaka za slovensko znanost, to slabo financiranje oziroma nestabilno financiranje slovenske znanosti. In absolutno se strinjam tudi s tem, kar je Janez Mavri izpostavil, ob tem še ta obdavčitev, ki je pravzaprav, mislim, da udarila od enega leta naprej, je bila ta prelomnica 2012, ne vem točno od katerega leta naprej, so podvrženi vsi Fulbrightovci tudi tej hudi obdavčitvi. V vsakem primeru, kljub vsem oviram, stremimo na znanstveno-raziskovalnem središču k temu v Kopru, da podpiramo, kolikor se da, to vrstne odločitve oziroma štipendije. Ne nazadnje, mislim, da imamo okrog, mislim, da od 100 zaposlenih kar 10 Fulbrightovcev nas je na znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Na začetku ste že vsi, ko ste omenjali, kje ste bili in kaj ste počeli v ZDA, omenili, da to sodelovanje na nek način še traja s temi institucijami. Mogoče, kako bližno je to sodelovanje? So tudi vaši kolegi iz ZDA mogoče že obiskali Slovenijo, ste bili tudi tukaj na obiskih, je prišlo kaj do take izmenjave, ali gre zgolj za neko izmenjevanje znanja, ali res za zelo tesno sodelovanje? Pa bi mogoče dala kar besedo doktorju Kuntnerju, ker mislim, da če sem prav razumela, skupaj še vedno raziskujete. Tako je, zdaj to sodelovanje se nadaljuje. V mojem primeru, kot sem rekel, je bilo že to v moji zgodnji karieri. Kolega Coddington je bil najmanj 2-krat v Sloveniji, to je bilo še, mislim, da pred mojim zadnjim obiskom tam. In to se nadaljuje. Poleg tega se vsi prizadevam, da bi Slovenija tudi pristopila določenim mednarodnim iniciativam, ki jih Smithsonian vodi v smislu kriobank in varovanja narave za prihodnje generacije, kjer imamo še ogromno za opraviti. Poleg tega pa vsak taka izmenjava odpira nova vrata in štarta nove in nove povezave, kjer zdaj delamo tudi z drugimi skupinami iz ZDA in pomagamo tudi pri izobraževanju njihovih študentov in obratno, naši študentje vsake toliko časa gostujejo tudi pri njih. Doktor Zupan, vi ste tudi že omenili, da celo neki večji projekt o izobraževanju na vašem področju bo morda tudi pač nek rezultat tega vašega sodelovanja. Lahko mogoče kaj več poveste o sodelovanju z ZDA? To je posredna posledica. Pač meni je Fulbright pomenil to, mislim, tisto gostovanje takrat, ko sem bil na Fulbrightu, je pomenilo to spremembo, da nisem samo raziskoval, ampak takrat sem začel tudi učiti dol. Oziroma smo tekom enega leta, ko sem bil dol pogruntali, da mogoče bi imel predmet. Dol Biological Medicine ima okoli 150 predmetov izbirnih na doktorskem študiju, ampak je ta moj edini, ki ga izvaja nekdo, ki ni tam zaposlen redno. Tako da imam zdaj med 151 imam edin predmet, kjer je pač en popolnoma odzune, se pravi iz Slovenije tam. Takrat smo se tudi naučili, da pač je to izobraževanje pravzaprav zanimiva stvar, torej kako poučevati stvari, recimo iz računalništva ali pa strojnega učenja, kako poučevati to
tako da je pa auditorij poln medicincev, biologov, ne. Tako da na tem še sodelujemo. Jaz lani sem sicer preko Zooma učil, letos pa močno upam, da februarja, da grem dol, ker se mi prek Zooma več ne uči. Tako da je bilo, kar se tega tiče, se mi zdi zelo uspešno, ne. Bi pa sam dodal, da mislim, to se pa navezujem na eno od prejšnjih vprašanj, da ni pa samo to, ti imaš, mislim, da razlika med nami pa Ameriko je vse takrat, ko sem jaz bil ta, da si nekako čutil, vsaj v Houstonu, ne, da si bil nekako v centru sveta. Mislim, da to je ena taka glavna razlika, ki sem jaz začutil, ne, da se dejansko stvari dogajajo, ne, da pa, ko se vrneš domov, ne, si se pa vrnil nekaj, kar je pa absolutno lepš, pa klima je 1000-krat boljša, ne, pa hribi so, pa morje, ne, ampak opazuješ svet ko oddaljave. To je bila meni taka razlika. Prej mogoče sem rekel, da je vse isto, ne, raziskovalno ja, kar se tiče življenja, je pa ogromna razlika. Pa bi zdaj vprašala še doktorico Kocijančič-Pokoran. Ja, jaz intenzivno sodelujem z kolegi iz Kent Statea, profesor Brian Baer, ki je predsednik prevodoslovnega združenja Združenih držav Amerike in tudi glavni urednik edine prevodoslovne indeksirane revije iz Amerike, je pol prišel kot vabljeni profesor na doktorsko šolo. Potem je gostoval prek Erasmusa, jaz sem sicer vse že naredila za Fulbright Senior, kaj je ta specialist program, pa potem mu je bilo predolgo, imel druge obveznosti, tako da je na žalost isto padlo v vodo, ampak je bil zopet tukaj spet poučeval eno posebno številko revije, z enim drugim kolegom uredila. Prijavili smo skupni projekt pri ameriški raziskovalni agenciji, ki sicer ni dobil financiranje, ampak bomo to ponovili, če drugega ne, smo se zdaj menili, da bi po Radliču eno knjigo izdali. Imamo še en bilateralni raziskovalni projekt, imeli smo en panel na temo prevajanja o diaspori na prevodoslovnem kongresu EST v Južni Afriki skupaj. In pa skupaj pišemo članke, no, tako da, pa ne vem, jaz sem postala članica njihove revije, uredniškega odbora, torej to zdaj nekako skupaj živimo. To se je povezalo, si zelo srečen, veste, ko raziskuješ v Sloveniji, je to več ali manj malce bolj, vsaj na mojem področju, osamljeno delo. In potem, ko najdeš nekoga, ki ga zanimajo iste reči, ki raziskuje podobne zadeve, je to eno tako posebno veselje in ga z veseljem vzdržuješ ta raziskovalna in drugačna prijateljstva še naprej. Kako pa je pri vas, doktor Mavri? Poglejte, ta trenutek ima moj gostitelj, doktor Erjeh Vorše, za postdoka kolega Gabriela Oanko, originalno iz Romunije, ki je del doktorata opravil pri meni, mislim, da je 3. leto že pri njem. Tako da tudi tle v tej smislu se stvari nadaljujejo. Zelo lepo je vse to slišati. In pa še doktorica Furlan-Štante, kako pa pri vas, imate tudi kakšne mlajše, ki potem še grejo po teh povezavah, oziroma vi ohranjate povezave s svojimi gostitelji na Berkeleyju? Ja, vsekakor, mislim, da samo na področju religijskih študij se je nekako iz te naveze iz Slovenije napotilo na Univerzo v Berkeley 4 kolegi in kolegice. Prav tako pa drugače še naprej sodelujemo v okviru bilateralnih sodelovanj, projektnih sodelovanj. Kolegica Norin Hertzfeld, ki je v bistvu strokovnjakinja s področja umetne inteligence in teoloških študij, je nekako tudi delno zaposlena pri nas na znanstvenoraziskovalnem središču v Kopru, čeprav Američanka in deluje, še vedno na univerzi v Berkeleyju, potem sodelujemo v bistvu preko
tega sodelovanja se je nekako okrepilo sodelovanje še s številnimi drugimi ameriškimi univerzami, univerza v Memphisu, Cole Pomona University, ker smo se pravzaprav pod pokroviteljstvom Rosemary Redford Truder nekje združile različne kolegice in v bistvu tvorimo mrežo za tako imenovano ekofeministično platformo, ki v bistvu posega onkraj zgolj raziskovalnih fokusov, ampak včasih tudi posega dosti v take čist aktivne, recimo, posege v recimo kriznih svetovnih žariščih. Imam občutek, da sem sedaj imela eno uro pogovora z zelo zanimivimi gostjami in gosti, ki ste zelo vpeti v mednarodno znanstveno sfero in imate vsi tudi izkušnje iz ZDA. Kje se po vaše zdijo mogoče povezave med Slovenijo in mednarodnim svetom in še posebej ZDA šibke in kako bi jih vi izboljšali, kaj bi recimo tudi mogoče svetovali bodočim Fulbrightovcem, zakaj bi jih spodbudili, da je smiselno iti v to, kje je možnost za izboljšanje v glavnem teh povezav. Pa mogoče začnimo z doktorjem Kuntnerjem. Ja, hvala za vprašanje. Možnosti za izboljšave vedno so. Že omenjeno dvojno obdavčenje dohodkov bi bil dober začetek, ker bi lahko naša država pokazala več zanimanja za znanost in gostovanje v tujini. Jaz bi svetoval vsem, predvsem takim, ki kot jaz, recimo, ki smo se sicer vrnili z doktorata v tujini, ampak smo šli direktno v raziskovalne službe v Sloveniji, da si vzamejo čas za kakšen postdoktorski projekt, ki ti da v bistvu največjo svobodo v karieri in takrat dejansko veš, kaj počneš in imaš ideje, kako spreminjati svet. Tako da, če ni že drugih možnosti, je ena od njih seveda Fulbrightovo gostovanje v ZDA. ZDA so bile in so še vedno vodilna raziskovalna nacija. Jaz bi rekel, da vsaj v naravoslovnih znanostih so še vedno vodilni in nam delati na teh inštitucijah lahko samo širi obzorja in v bistvu daje dodatne možnosti. Seveda tudi za bolj uveljavljene raziskovalce, kot smo nekateri med nami, ni nikoli prepozno, da se človek, kot sem rekel, nekako znanstveno ponovno vklopi in administrativno malo izklopi slovenske administracije in gre raziskovati spet. Je pa polno izzivov in med njimi je tudi ta, da tisti, ki pa smo imeli slovenske bilateralne projekte z ZDA v zadnjem letu, dveh, smo jih kratko malo izgubili, ker potovanja niso bila možna. Te projekte že tako financirajo popoln drobiž, samo letalske karte. In še to smo izgubili zaradi nezmožnosti potovati v ZDA in naša agencija za raziskovalno dejavnost ni pokazala niti toliko razumevanja, da bi jih podaljšala za kakšno leto ali dve. In so se skratka tele porazgubili, ampak so nam svetovali, da lahko pa ponovno kandidiramo za nove. Okay. Se bom jaz vseeno vrnila pač k vprašanju. Verjamem, da je ogromno administracijskih in birokratskih ovir, o katerih bi bilo verjetno spregovoriti na kakšni drugi okrogli mizi še v prihodnosti in jih nekje skupaj izbrati in opozoriti na njih. Vseeno pa mogoče doktorica Kocijančič Pokoren, kako pa vaše sodelovanje v mednarodni znanstveni sferi? Lepo ste prej povedali, da se v svojem področju počutite kar malo osamljeno v Sloveniji in da je bilo zelo dobrodošlo videti, da še druge ljudi zanima to, kar počnete in kar vas zanima. Še kakšne dodatne misli o tem? Ja, če se lahko navežem na predhodnika,
tudi meni se je zdelo najbolj, rečemo, negativna stvar je bilo prav to potem ta obdavčitev. Pri tem pa, da moram priznati, da sem dobila zelo dobro podporo z ameriške strani, predvsem pa tudi strani gospe Ivanke Ponikvar, ki je delovala na ambasadi ZDA, ki mi je dala odlične napotke, tako da sem se zelo uspešno soočila pol s tem izzivom oddajanja davčne napovedi, no. Oziroma samo prijave. Torej, tukaj sem ji neizmerno hvaležna tudi za vse ostale reči. Torej, moj napotek bi bilo, da res se zanesemo in poslušamo tudi nasvete kolegov, ki nam skušajo pomagati, predvsem z ameriške ambasade. Zdaj, kaj je tisto, kar je morda meni največje težave? Torej, to vam sem itak povedala, meni se zdi, da je to krasno, da si lahko posvetiš temu, kar želiš početi, da lahko govoriš in sodeluješ z ljudmi, ki jih zanima isto kot iste tematike, kot zanimajo tebe. To, kar je Blaž omenil na chatu, je mogoče največja težava tudi tam po pogovoru z ostalimi Fulbrightovci je najti stanovanje. To je v Ameriki velika težava in seveda še, jaz sem imela malce sreče, da Kent ni tako drag kot kakšna druga mesta, ne? New York, Kalifornija pa mislim, da predstavlja kar precejšen izziv, da sploh najdete primerno domovanje. In morda še na koncu eno izraz hvaležnosti, zdaj govorim kot ženska raziskovalka, je to, da mi je bilo omogočeno iti s sinom. Prej vem, da se vam morda zdi to nenavadno, ampak ko imaš majhne otroke, je zelo težko se odcepiti od njih. Gre tudi za nek emocionalni del človeka, ki ga imaš tiste mesece in leta, imaš samo takrat in ne kasneje. Tako da ta vpogled v to, da je to tudi en zelo pomemben del našega življenja, tudi raziskovalnega, je pomemben in sem za to hvaležna. Pa preden bomo šli še na to, kar je že dr. Zupan napisal v chatu, oziroma bom pa kar začela, prešla na to vprašanje. No. Edino, če ima kdo še kakšen komentar glede tega sodelovanja z ZDA in Slovenijo. Še Kunt. Ja, če se smem navezati tudi na kolegico Kocijančič Pokorn, ko svetujemo drugim mlajšim, naj se odločijo in naj grejo. Prej nisem omenil, morda ker ni bilo primeren trenutek, da sem tudi jaz vzel s seboj celo družino z 2 majhnima otrokoma, ki sem ju enostavno za tiste pol leta vpisal v lokalno šolo. In to je v bistvu izjemno težko, posebej za otroke in tudi za starše, ker je polno nekih izzivov, je pa, ko gledaš nazaj, izjemno dobra izkušnja, ne samo, da se otroci v pol leta naučijo jezika, tam so tudi izpostavljeni čisto drugačnemu okolju in so postali, se mi zdi, boljši svetovljani. Skratka, tak izziv, taka štipendija ti nudi veliko več kot samo napredovanje v svojem znanstvenem okolju, bi rekel. So postali pravi global citizens, kako se temu reče v slovenščini. Torej, eno zanimivo vprašanje smo dobili, ki ima zelo veliko verjetno uporabno vrednost za ljudi, ki sedaj razmišljajo o prijavi na Fulbright. In sicer dr. Zupan je sicer že odgovoril, pa bi ga vseeno prosila, če lahko to še ponovi tudi v videu, ker kdor nas spremlja preko Facebooka, chata, nažalost ne vidi. Tako da bom jaz zastavila še enkrat vprašanje, in sicer kaj bi bili vaši napotki nekomu, ki se odpravlja na Fulbrighta, kaj ste si morda, ko ste vi odhajali, želeli, da bi vedeli, pa vam nihče ni povedal. Dr. Zupan, boste vi mogoče začeli z odgovorom in potem ostali dopolnejo. Jaz sem tle pravzaprav delal eno raziskavo, sicer sem enega bivšega Fulbrightovca poklical in sem rekel, če me lahko svetuje, in na moje presenečenje mi ni mogel nič povedati. Na moje presenečenje zato, ker ko sem jaz bil na Fulbrightu 1 leto, bi lahko o tem govoril en dan. Mislim, če pač kdo rab na svete, lahko en dan porabim
z nasveti, kaj vse se da narediti in kaj ne. Mogoče je od vseh teh, ki sem jih napisal, še najbolj pomemben ta, da pej k zobarju, preden greš v Ameriko. Mislim, resnično, ne, mi smo vsi štirje, ki smo šli dol, smo bili vse, ne, ampak je tako 2 začel nekaj en zob boleti tam na letu, ne, in takoj, ko smo pristali, smo šli k zobozdravniku, ne, in takoj je šla stran 1/20 Fulbrighta določeni zobozdravstveni organizaciji, ne, zato ker pač zavarovanja za zobozdravstvo nismo imeli, mi smo ostalo. Zdravstvo je silno drago v Ameriki. So pa kup drugih nasvetov, je lahko, eno je pač stanovanje smo že omenili, ne. Meni se zdi, da je pač vredno iti za čim več časa, se pravi, mnogi pa rečejo, imam to pa toliko denarja, bom zminimiziral, ne. Po mojem to ni v redu, po mojem moraš zmaksimizirati čas, ne. Pa nekaj treba vedeti, ne, Fulbright je v bistvu, mislim, če bi jaz kaj spremenil, če se da, ne, bi Fulbrightovo štipendijo potrojil ali pa početveril, ne, mislim, $20,000, kolikor jih dobiš za 4 mesece, se sliši dosti, ampak pol, ker še davke plačaš, ne, vidiš, da pravzaprav ti ostane zelo malo, tako da ena anekdota, ki smo mi prileteli, pa ki smo šli na imigracijo, je tam bil pač en tip, pa je rekel, od česa ste pa živeli dol, pa sem rekel, jaz tako prav ponosno sem rekel, ne, imam Fulbrightovo štipendijo, ne, in sem mu dal list papirja, ne, pa rekel, pa je on nekaj časa gledal, pa rekel, tole pa no dovolj, ne. In ker sem imel še en drug papir, ne, ker če bi imel samo to, ne, bi mene na imigraciji obrnili, pa mi nazaj poslali, ne, tako da če se to da, ne, se ne vem, a se to da, ne, vem, da Američani pač dobijo dosti več, ko pridejo v Slovenijo, ne, čeprav porabijo manj, ne, jaz bi Fulbrighta povečal za 1 faktor 4, če se da. Ker pol pač ti ni treba drugih sredstev iskati, ne. Se vem, da se ne da, ampak takrat sem tudi z gospo Ivanko Ponikvar o tem govoril, ona je bila super prijazna, se tudi zaveda pač teh omejitev. Imaš še kdo mogoče kaj za dodati? Kar ste vi? Doktor Mavri? Ja, v tej točki bi izjemno pohvalil podporo ameriške ambasade v Ljubljani, ne. Ivanka Ponikvar mi je v bistvu dala vse potrebne in nepotrebne informacije, tako da je zadeva šla izjemno gladko. Tudi moji gostitelji v University of Southern California so bili zelo, mislim, dobro organizirana institucija, tako da so jim pomagali z nastanitvijo, ne. Od črnih stvari je v prvo nisem naredil teorije za vozniški izpit. Ja, mogoče še doktorica Furlan Štante, imate še vi kaj za dodati? Ja, ko se spominjam, mi je izjemno pomagala konverzacija, ki jo je prav, se pravi, ameriška ambasada Ivanka Ponikvar takrat organizirala med prenos informacij med bivšimi, se pravi, Fulbrightovci, ki so prišli iz Fulbrightovanja in tistimi, ki tja odhajamo ali smo tja odhajali, ne. Te informacije, ta prenos izkušenj je bil zame izjemnega pomena, vse od vseh napotkov, a ne, v zvezi s tem, kako račun odpreti, kako social security number dobiti, vse te, a ne, konkretne napotke, tako da meni se zdi to strani, se pravi, ambasade izredna pomoč, predvsem ta prenos, a ne, iz ust do ust izkušenj Fulbrightovcev med seboj, konkretnih izkušenj, meni je bilo to zelo dobrodošlo, ker tudi, ko smo z družino že prišli tja, pa če mi je kaj zaškripalo, sem v bistvu kontaktirala teh par, a ne, bivših Fulbrightovcev, ki smo bili takrat na vezi in so informacije zelo hitro zletele. Tako da se strinjam s tem, da se pa strinjam z zobozdravnikom, absolutno. Smo imeli tudi podobno izkušnjo, no. Pa hkrati tudi izjemno podporno ta
To zdravstveno zavarovanje, ki smo ga mi imeli, je nudilo izjemno, razen zobozdravnika, pa vse ostale izjemne storitve. No, to pa želim povedati, da je ravno hčerka prvič v življenju zbolela. En dan, preden smo se vračali nazaj domov, prvič je zakuhala 40 stopinj, seveda panična mama, in smo divjali tja na kliniko in smo bili deležni res prvovrstne oskrbe, tako po človeški kot tudi strokovni plati. Tako da toplo priporočam, da se sledi napotilom, ki jih dobimo strani ameriške ambasade. Jaz sem in se mi je obrestovalo. Še kdo od ostalih? Doktorica Kocijančič-Pokorn, imate vi mogoče še kakšno misel, kaj ste spoznali, ker prej niste vedeli, oziroma ker se ne da izvedeti samo iz spletnih strani, ko se prijavljamo? Čakaj, je že vse povedano. Kot sem rekla, meni je bila to izjemno pozitivna izkušnja in bi spodbudila druge, da le pogumno se prijavijo. Najbrž se zgodi, da morda prvič ne dobiš, pa morda potem kasneje. To je nekaj, kar je del našega raziskovalnega življenja in je treba kar zbrati pogum in se odpraviti tudi iz tega udobnega domačega fotelja. No. Pri vas, doktor Kuntner, je verjetno bilo drugače, glede na to, da ste izkušnje z ZDA že imeli? Ja in ne. Seveda sem dobro poznal pasti in stran poti nekoga, ki naivno pride v ZDA prvič, ker sem to naredil, ko sem bil precej mlajši. Tudi jaz sem takrat prvič padel teoretični test za vožnjo avtomobila, ker pač enostavno sem zignoriral, da se bo treba določene fakte naučiti. Tako da določene stvari so mi bile znane, ampak v vsakem obdobju življenja imaš neke druge obveznosti, vključno z morda družino, kot sem prej omenil, kar za sabo potegne ogromno nove birokracije in razmišljanja. Tudi jaz imam zelo dobre izkušnje z nasveti iz ambasade in tudi drugih Fulbrightovcev, pa tudi sama podpora Fulbright sistema, ko si enkrat v ZDA, zelo dobro deluje, ker si v stalnem online stiku z raznimi administratorji, ki ti pomagajo. Moj nasvet bi bil podoben kot kolega Blaža Zupana, da se raje odločite za dlje časa kot za manj časa. Jaz sem po pol leta želel podaljšati, ker bi družina kar naenkrat ostala še dlje, pa žal to ni bilo možno, tako da smo se po 7 mesecih morali vrniti v slovensko šolsko okolje, kar je bil spet svojstven šok. Tako da ne vem, naši nasveti mislim, da so precej usmerjeni v to, da naj se kolegice in kolege raziskovalke in raziskovalci dejansko odločijo in čim bolj aplicirajo za prav to shemo. Fulbrighta, če pa imajo možnost si samo štipendijo nadgraditi še s čem drugim, pa toliko bolje, ker bo lažje preživeti. Ja, doktorica Kocijančič-Pokorn. Nekaj sem se spomnila. Morda za kolege, ki razmišljajo o teh izmenjavah, je dobro, da se pripravijo, če mislijo iti z otroci, kako bo priznavanje teh obveznosti v slovenskih šolah. Namreč to ne gre avtomatično. Potrebno je kar nekaj pregovarjanja in v bistvu truda z naše strani, da otroci, ki gredo z nami, da jim vsaj nekaj priznajo v šolah. No, tako moja prva reakcija iz ene izmed ljubljanskih gimnazij na prošnjo, kaj bo, če vzamem sina za pol leta v tujino, je bila, da bo moral celo leto ponavljati. Tako da potem smo se dogovorili, ampak ni bilo to avtomatično. Torej na to je treba pomisliti in se pripraviti. In tudi pri izbiri šole v Združenih državah Amerike je treba biti pozoren in si vzeti za to čas.
Doktor Mavri, vi še niste imeli besede pri tem, je bilo mogoče pri vas še kaj takega, ker še ni bilo omenjeno, čeprav se mi zdi, da smo zdaj že res izčrpali odgovore na to vprašanje. Torej, mogočega, morebitnega bodočega Fulbrightovega štipendista ali štipendistke, kaj je nekaj, kar niste vedeli, pa bi bilo dobro, da bi vam kdo povedal? Mislim, da samo zelo popolne informacije, ne. Tlele, se pravi, vse pohvale ameriške ambasade v Ljubljani, ne. Mislim, da ko sem se pripravljal, mislim, da sem bil profesor v Franciji, smo imeli celo po telefonu intervju, ne, tako da zelo, zelo kooperativno in se jim še enkrat zahvaljujem za tole, ne. Tako da mislim, da dan današnji, kdorkoli želi ostati v akademski sferi, ne, v tej državi mora vsaj 1 leto preživeti v tujini. To mislim, da je osnova. In poglejte tudi klinični center, ne, mlade zdravnike, ki delajo doktorat. Ta trenutek celo mentoriran klinični doktorat z področja anesteziologije, ne. Kolegica ima čas za raziskovalno delo, ko pride iz operacijske dvorane, to je po 4. uri, ne. Tako da glede tega je v bistvu delo na univerzi in na inštitutih gospodsko, v primerjavi s tem. Tako da te ljudje imajo zelo majhne možnosti, da grejo v tujino. Ja, jaz bi se v imenu Metine liste in tudi v mojem imenu zahvalila vsem vam 5, da ste si danes vzeli čas in delili z nami res te zelo zanimive izkušnje vašega obiska ZDA in časa oziroma življenja kot Fulbrightova štipendistka oziroma štipendist. Vseeno bi pa sedaj še gospo Sušec še enkrat povabila, da skupaj nekako povzameva te glavne informacije o tem, kako zdaj naj tisti, ki so nas morda poslušali in se zanimajo za prijave na Fulbright štipendijo, kje dobijo informacije, kdaj so roki za prijave, kdaj bo naslednji razpis. Mogoče bi še enkrat opozorila na ta podatek, ki je bil, vsaj meni se je zdel zanimiv, da to celoten proces traja kar 1,5 leta, preden odidejo. Lahko nek kratek povzetek vsega. Glede prijave, ne celotnega pogovora. Hvala vsem skupaj, res so zanimivi predlogi in nasveti, pa tudi hvala vsem za pohvale. Bom prenesla naprej tudi gospe Ivanki. Zdaj tako, jaz bi za vse bodoče, ki se nameravajo prijaviti oziroma razmišljajo o tem, opogumila, da v bistvu ni zadeva prav nič zapletena, komplicirana, pa mogoče mi lahko tudi vi pri tem potrdite. Saj kar se drugih štipendij oziroma drugih teh štipendijskih raziskovalnih programov tiče, kakor sem jaz seznanjena, da so veliko bolj zakomplicirani in vzamejo precej več časa. Tako da, ja, zdaj v bistvu nekje marca imamo mi namen objaviti nov razpis za novo generacijo, ki se bo v bistvu lahko udeležila tega gostovanja potem čez 1,5 leta. Tako da nekje v juniju je predviden rok prijave, potem pa v septembru lahko vsi kandidati pričakujejo tudi intervju in nekje do konca koledarskega leta so potem tudi znani rezultati o samem izboru. Mogoče bi samo tukaj še omenila kot nekaj zanimivosti, ki mogoče sem prej spustila, da imajo v bistvu prednost pri izbiri kandidati, ki v zadnjih letih niso bili v ZDA in da so v bistvu, in da pa seveda niso Fulbright štipendije do zdaj še prejemali, ker niso upravičeni do ponovnega sodelovanja na tem programu. Potem pa tudi to, da v bistvu ne morejo sodelovati tudi ne osebe, ki imajo poleg slovenskega državljanstva tudi ameriško, ali slučajno prebivajo v ZDA oziroma študirajo v ZDA. In pa to, da v bistvu kandidati vsi, ki postanejo štipendisti in v ZDA odidejo na podlagi J1 vize, kar pomeni, da ta viza v bistvu določa, da se morajo potem vsi tudi po zaključku vrniti v matično državo za najmanj 2 leti. Tukaj mogoče treba to poudariti, da je majčkeno tudi
tale beg možganov lahko rečemo pač omejen na nek način. Tako da, ja, drugače pa le pogumno, no. Mi smo vam na voljo na ameriški ambasadi, vsi kontakte najdete na spletni strani ali pa na Facebooku. Ok, najlepša hvala še enkrat vsem in gospe Sušec in vsem ostalim, ki ste se udeležili tega pogovora danes. To je bil prvi v bistvu pogovor v sklopu sodelovanja Metine liste z ameriško ambasado. V naslednjih mesecih bomo objavili tudi nekaj intervjujev z različnimi raziskovalkami in raziskovalci, ki so bodisi sedaj na Fulbrightu in na obisku v ZDA ali pa so bili pred časom, in pa tudi v nekaj meta podcastih bojo gostovali doktorske študentke in študentje, ki so bili Fulbright štipendisti oziroma štipendistke. Vse to se dogaja v počastitev 75. obletnice programa Fulbright in pa 30. obletnice izvajanja tega programa v Sloveniji. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem, mislim, da smo imeli zelo zanimiv pogovor in želim vam še lep preostanek dneva. Hvala. Hvala, nasvidenje. Hvala, nasvidenje. Yeah.